In kaj je vaš nasvet volivcem? Iti na volitve in ne voliti strank, ki kažejo na omrežjih lastno fašistoidnost. Naj se zavedajo ene stvari. Stranke na levi imajo najbolj radikalno stranko ločeno in deluje posebej. Pa še ta ni ne vem koliko radikalna, to je levica. Stranke na desni niso svojega radikalnega desnega neofašizma izločile iz svojih strank. In je prisotno v teh strankah, ki si lastijo pravico, da se imenujejo demokratične, pa socialne, pa ne vem, napredne, kot NSI deluje. Pa je noter vpliv vsega tistega klera, ki ga je moral Frančišek trdo posekati, da je sploh vzpostavil normalno zadevo v sami cerkvi, kaj šele v družbi. Mi smo zadnjič imeli razgovor s gospodom Toninom. Jaz sem ga vprašal, sem rekel, kaj pa vi mislite o tem, ali je Slovenija dozorela za cerkven davek, kar pomeni, da bi se cerkev financirala iz davka in ne bi več obremenjevala proračuna. Ne? Rekel, ne, jaz mislim, da je to, kot je, zelo dobro urejeno. Rekel, pa kaj pa je narobe, jaz sicer otroke vozim k verouku, ampak sam plačujem. Sem rekel, ja, ampak ne tistega, ki jih tam učijo. Mi plačujemo vse učitelje in tudi tiste za specialne vzgoje. Tako pač je. Ne? In sem rekel, kaj pa se vam zdi ta pogodba med državo in cerkvijo v redu? Jo, je rekel, čisto v redu. Po drugi strani pa je rekel, vas bom podprl, ko bomo šli za kombiniran sistem. Rekel, mi smo za kombiniran sistem. Mi smo ne za eno, ne za drugo skrajnost. In ko govorimo o trku dveh globalnih interesov, a ne, levica iz meni nerazumljivih razlogov vztraja na sedanjem sistemu, ki je v bistvu proporcionalen, desnica pa hoče imeti direkten večinski sistem, pristaja k večjemu na dvokrožnost. Čeprav nisem prepričan, da bi ji ustrezal. Kakšen sistem ste prej omenil, kombiniran? Ja. S Toninom v zvezi? Ne, mi v političnem žargonu je kombiniran sistem tak, ki ima nekaj elementov proporcionalnega sistema, pa nekaj večinskega. Naš sedani ima samo elemente proporcionalnega. SDS hoče samo večinskega. Ne? In tukaj trčita in se ne znata dogovoriti, da gremo v kombiniran sistem, kjer bi pol poslancev volili po proporcionalnem, pol pa po večinskem. Tako kot se ne znata Biden in Putin zmeniti, ker hoče NATO seveda sesut Rusijo. Ne? To je zgodba konfliktov, zgodba interesov. Ne?